Sem na poti v Split, mislim ne v Split, v Trogir. To pa zato, ker bo Mercedes tam predstavil novo generacijo A-ja. Se spomniš, sem ga pokazal na avtosalonu v Ženevi. Mercedes je letos zbral Hrvaško za to, da predstavi svoj nov avto, ampak ko se je pojavil pa prej še na, 7 let nazaj, takrat se je pa to zgodilo v Sloveniji. Jurija 500 novinarjev iz celega sveta je prišlo. Tudi jaz sem bil tam, zgledal je pa takole. Odstupa hitro na avtocesto, pa seveda tudi malo po stari cesti v Vipavsko dolino. Prvi dan predstavitve gre počasi proti koncu. Arriving at your final destination for today, you can already see the sea. May I bid you farewell for today and wish you a very enjoyable evening. Evo, vse je avto vse povedal. Junc, ne obrit. Tako kot danes. No, tako jaz sem že na morju, zdaj pa preden nam pokažejo avto, so rekli, da bi nas radi še malo po vodi pelali. Veš, da me malo mika, da bi zagrabil tele kakšno ročko, pa recimo takole naprej porinu. Aha, jaz ga že vidim. Glej ga, dec pa že trenira. Ironman. Pa še en kolesarski intermeco. Zdaj pa zares tukaj so avtomobili, najprej nas čaka briefing, pa gas. The interior demonstrates modern luxury on a new level and revolutionizes the interiors of the compact class. No evo tiskovki konc. Jaz pa Blaž, kolega novinar, ki se bo skupaj vozila, so rezervirala točno tega. Mogoče tudi malo zato, ker nam je mat barva všeč. Pa pri Mercedesu veš, da je klasika, ne? Kada je nov model ven, je potem čista prvi, ki se imenuje Edition. Poseben paket, ki ga prepoznaš recimo po tej črti tukaj spodaj. Nekaj podobnega je tudi na Feltnah. Veter piha, čakam da neha. Drugač pa 2.0, švoh 225 konjev, 6.2 do 100. Ker se dizajna tiče, smo ga na grobo obdelali že v Ženevi. To se pravi minimalizem, lešnik se je seveda ravnal po načelu, ne? Ker si že čisto zadovoljen, vzemi eno potezo stran. Čeprav pri tem avtu imaš občutek, že ko pogledaš haubo, ki je vse skupaj zelo flah, bi rekli Nemci, da niso vzeli eno potezo stran, ampak ene 6 ali pa 7. Je pa res, da bo dizajn do neke mere odvisen tudi od tega, kjer paket boš vzel. Poglej si recimo tale odbijač, pa ga primeri recimo s telim. Pa dajmo se takole zmeniti. Kakorkoli me mika, da bi se že zdaj razgovoril v tejle kabini, prešparimo to za jutrišnji vlog, pa se danes koncentriramo raje na vožnjo. A smo zmenjeni? And the navigation's already set, right? Yeah. Alright, thank you so much. Zdaj pa, tako preden najdemo vinke tukaj v gužvi, sem se uspel skoncentrirati na head-up display. Razdeljen je na 3 segmentov, vsakega posebej lahko prilagajaš in se odločiš, kaj bi rad gledal pred sabo. V tem trenutku sem si izbral, da spremljam stanje radarskega tempomata, na sredini hitrost, valjda je zdaj 0, ko stojimo primer, na levi strani pa porabo goriva. Evo, končno malo odprte ceste, tudi kakšen uvink sem najdel. Glede prvih občutkov pa lej, soditi ne morem. Ta prva stvar sicer, ki jo opazim, je to, da je zvok, kaj pa je se, mislim, če že imaš 225 konjev na voljo, bi pričakoval, da je malo glasnejši. Jaz sem že prestavil športni program, kar pomeni, da se je motor začel temu primerno odzivati, to se pravi, si dovolj iti v višje vrtljaje. Kar se pa same lege tiče, le stari malo je tudi odvisno od tega, kakšno zadnjo premo imaš. V osnovi je pol toga, lahko je tudi več vodilna, multilink, pravijo Angleži. No, če se enkrat za to odločiš, lahko potem doplačaš še prilagodljivo podvozje. Večino časa je razmeroma čvrst, ne glede na to, v katerem programu imaš, ampak če so pa ceste slabe, če ni prehudih lukenj, je pa tudi prijetno udobno, brez heca. No pa še en konc avtoceste, tako kot se od sodobnega Mercedesa pričakuje, tako recimo od S-klase ali pa od E-ja, zna ta avto kupenih stvari povezanih tudi s polavtonomno vožnjo. Ne samo, da se prilagaja vozilu spredi, če mu jaz tako ukažem, zna tudi sam menjati vozni pas. Vklopim levi smernik, avto je ravno kar zamenil vozni pas. Ko pridem mimo tovornjaka, dam desni smernik, pa se bo pomaknil nazaj. Še malo. Včasih pa zbohkam. Pa še eno stvar sem pozabil povedati, zna se tudi samodejno prilagoditi omejitvi hitrosti. To se pravi, se peleš po avtocesti 130, vidiš tablo 100 ali pa 80, če je delo na cesti, bo avto sam to pogruntil, pa zmanjša hitrost. Lekaj ti avto nariše na živo sliko, kdaj pa kam moraš zaviti. Veš, avto prepozna, da se kupenih stvari okrog dogaja, da so ulice ozke, da je veliko prometa in ti pol postreže sliko ene ali pa 2 kamer. Te mogoče lahko malo lažje, če se ne znajdeš najboljš v takih situacijah. Veš, so pri Mercedesu razložili, da gre za NVIDIA čip, tak, ki ga poznamo tudi za enih igralnih konzol in potem je avto lahko sposoben v real timeu prikazovati sliko pa grafično sliko dopolnjevati, da ti malo pomaga.
točno tamle je bil pa dražen doma. Tale dec bo pa zdaj tamčka odložil. Evo ga, dec zrihtu. Skaj tudi fajn vsake toliko časa, da daš malo mer. Akcija non-stop, cel dan, od jutra do večera. Če imaš 5 minut, vzam si jih, to bo pasal 100%. Kar se tiče mene, lepe okolice, pa tega avto tukaj je za danes to vse. Jutri bomo šel pa še en krog, obdelali bomo kabino, glasovno ukazovanje, pa še nekaj, sam se zdaj ne spomnim. Ajde. Če si zbereš to, če več plačaš, lahko doplačaš zraven še doplačljivo. Številka si doplačal, eno stavko. Res ja.